Dober dan, živijo, Bog daj in hvaljen Jezus. Vse te pozdravijo lahko človek vključil v današnjo Božjo besedo, ker so zelo pomenski. Božja beseda, evangelij pa govori o dobrem pastirju. Dober pastir je res nekaj čudovitega. Pokojni papež Frančišek je rekel, da mora vsak duhovnik, vsak škof dišati po ovcah. To se pravi, mu morajo biti ovce kot pastirju nekaj simpatičnega, prijetnega, lepo dišečega, tako da se obrne za njim, si rad v njegovi družbi. In Božja beseda pravi, jaz sem dobri pastir, poznam ovce, one hodijo za menoj. In če ste kdaj gledali ovce recimo na pašniku, pa lahko greste mimo pa kričite, kličete ovce, ovce vas morda bodo glavo dvignile, pa se bodo mislili, to ni pravi pastir. In tudi majhne ovčke, ki so v tem tropu, morda še malo priskočijo, ampak vedno se vrnejo, ker so se samo ob mamici in atiju tam, če rečem po domače, v tropu, so navarne. Ko pa pride pastir in spregovori in jih pokliče po imenu, ovce dvignejo glas in gredo. In kar je še bolj pomembno, ne samo to, da ga poznajo in so varne in so gotove, notranje gotovosti imajo, da so na varnem, ko je on blizu. Ampak ta pastir naredi vse, da bo tiste ovce, ki so izgubljene, jih bo rešil, jih bo našel, se bo potrudil. To ne pomeni, ko šel iskati izgubljene ovco ali pa tisto, ki je zašla, ali pa ki je zašla v trne, da drugih nima rad. Ravno obratno, one so gotove, one so že skupaj, so občestvo. Jezus je pa iskati še drugo, ki ima prav tako rad in ne potegne. Ne boste verjeli, danes, ko sem tole trne šel lomiti in zvijel, sem se ves prevodil. Tako. In dobri pastir, Jezus, on gre za ovco v najhujše trne. In on, ko pride tja, tisti ovci ne pripoveduje, lej, takole se reši, pa tako se odvi, pa to naredi, pa ono naredi. Ne, on vzame v roke škarje, debele rokavice, tako kot jaz, pa sem navkljub samo skozi rokavice se prevodil, zdaj se ne vidi kri, ker sem si roke umil, ampak vse naredi. Odvija ovco, ji pomaga, jo reši ven, tudi če je ono praska, ni novčka malo, ampak jo objame, nese in jo prenese nazaj v svojo čredo. Ta dobri pastir, pa ne samo da reši, še več. Če je treba, da za tiste izgubljeno in za tiste, ki niso, tudi svoje življenje. In dobri pastir, ki je Jezus, on je prvi med vsemi pastirji, je dobri pastir, resnični pastir, je Jezus, on je tudi dal življenje za svoje ovce. Za tebe, za mene, za tiste, ki so se izgubile in se izgubljajo in se bodo žal še izgubile, in za tiste, ki so vedno v občestvu, ker on nas ima neskončno rad. On je rad v naši družbi, bodimo radi tudi mi v njegovi. Lepo in blagoslovljeno nedeljo.